Zdaj, kar se tiče slovenske uspešnosti oziroma uspešnosti slovenskih raziskovalk in raziskovalcev v obzorju 2020 in pa v 7. okvirnem programu, lahko z veseljem rečem, da je pravzaprav obzorje 2020 prinesel še za več kot 100% več sredstev iz tega evropskega programa. In v obzorju 2020 so slovenski raziskovalci in raziskovalke pridobili okoli 380 milijonov evrov, v 7. okvirnem programu pa 171 milijonov evrov. Kar se tiče samega števila projektov, v 7. okvirnem programu je Slovenija sodelovala v 725 projektih, v obzorju 2020 pa že v preko 1000, v 1013 je trenutna številka. Tako da pravzaprav iz 7. okvirnega programa v obzorje 2020 je Slovenija napredovala, da tako rečem, tako v finančnem smislu, kot tudi v vsebinskem smislu je sodelovala v mnogo več projektih, tako da tudi mnogo več prijav je bilo napisanih, preko 10.000 prijav v obzorju 2020, v prejšnjem okoli 5500, kar je seveda velik porast. In to kaže na to, da je slovenska znanstveno-raziskovalna skupnost izjemno motivirana in tudi mobilizirana za sodelovanje v evropskih centralnih programih. Bom pravzaprav navedel eno analizo, ki je bila narejena nekje na polovici obzorja 2020 in je pravzaprav govorila o tem, kako so se države Evropske unije različno dobro znašle v prehodu iz 7. okvirnega programa v obzorje 2020. Je bilo jasno iz teh analiz, da je Slovenija zelo dobro začela v obzorju 2020 in je po analizi večjih kriterijev pravzaprav bila skupaj s Španijo ocenjena kot zmagovalka prehoda iz 7. okvirnega programa v obzorje 2020, prav eksplicitno sta Slovenija in Španija omenjeni, kar ni politično najbolj korektno, ampak se pa lepo sliši za Slovence.